Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Jaz grem do frizerke in vam povem, da že komaj čakam, da me malo uredi in malo poštima. Vse vmes se sama tudi malo pobarvam. Je čisto drugače, če ta frizerka. Se mi zdi, da ona ima zlate roke. Jaz nekaj na pol naredim, ampak tisto je bolj začasno. Bi človek rekel, da že kakšno minuto zamujam. Evo, sem končala. Dobri 2 uri. Poglejte, kam je lepo vštimalo. Prav zadovoljna sem, da me je tako postrigla. Je pa tako ratalo, da gremo jutri na martinovanje in ne boste verjeli, dobivamo se že 25 let, ena in ista klapa, Štajerci, Korošci in Primorci. Tako da so bila ta martinovanja včasih malo bolj živahna, zdaj so pa pač malo bolj umirjena. Letos gremo martinovati na Kras, včasih smo na Štajerskem, v glavnem različno. In to nas je kar vsako leto tam okrog 20 ljudi. In se že prav veselim tega druženja, da vidimo te naše prijatelje, ki jih eno leto nismo videli. Zdaj kakšno leto smo imeli še piknik vmes, letos ga ni bilo, tako da ja, eno leto se nismo videli. Jaz zdaj, ko gledam, moram reči, da res sem prav zadovoljna, koliko me je super postregla. To sem prav rabila. In zdaj pa vse nekaj izgleda od te frizure, a ne? Zdaj sem si skuhala že eno kavico. In pa rada bi vam povedala še eno stvar. Namreč podpisala sem pogodbo in začela sem delati kot upokojenka. Pomagam v eni pisarni, jaz sem podpisala pogodbo za občasno delo in zdaj vam bom prav na kratko povedala, kakšne so možnosti dela upokojenca. Jaz sem to malo preštudirala, malo pregledala. Upokojenci za začasno in občasno delo imamo glede tega kar precej proste roke. In kaj zdaj to pomeni? 85 ur na mesec je maksimum, ki ga lahko upokojenec dela po tej pogodbi. So izjeme, in sicer 3-krat na leto pa lahko delaš po 125 ur. Najnižja postavka, ki jo pač mora dobiti upokojenec, ki je zakonom določena, je 7,35 €. No, tudi mi smo se dogovorili za ta znesek, ni boh ved kaj, glede na to, da ti potem še davek odtrgajo. In to je 25%. In če pol izračunate, je kar švoh. Potem upokojenec mora skrbeti sam, koliko bo teh ur naredil, in v celotnem koledarskem letu je možno narediti 1020 ur. To je maksimum. V kolikor upokojenec tega ne upošteva, je določena globa, in sicer od 250 € do 500 €, če tega ne upoštevate. Upokojenec lahko dela pač 30 ur tukaj, 30 ur v drugem podjetju, pač kolikor še ostane, se pravi 25 ur, pa še nekje drugje. Teh 85 ur so pa pred kratkim spremenili, včasih je bilo 60 ur, zdaj so pa to dvignili. Zdaj, če gledamo, da je okrog 170 ur mesečna redna delovna obveznost, bi temu lahko rekla, da je pač polovični delovni čas. Zdaj niste pa nič obvezni, ali upokojenec dela 4 ure ali 6 ur, lahko dela 12 ur, kolikor se vi dogovorite, kolikor zmorete, kolikršna je potreba podjetja. S tako pogodbo se vam pokojnina nič ne zniža, ostane vam ista. Sprememba se lahko pojavi pri plačilu dohodnine. Tako da to pa si pač mora tudi vsak malo sam preračunati, kaj to za vsakega upokojenca posebej pomeni. Se pa ta pogodba
za upokojence o opravljanju začasnega ali pa občasnega dela razlikuje od tiste pogodbe, ki jo imajo študentje, in s tem, da študentje imajo vedno nekega posrednika odzadaj. Pri tej naši pogodbi za upokojence se morate pa vi sami dogovoriti. In seveda je to razmerje samo med vami in podjetjem in ni nekega posrednika, ki bi zagotavljal, da vam bo to dejansko tudi plačal. Ker naprimer študentje imajo to zagotovljeno, ker plača študentski servis in podjetje plača študentskemu servisu in študentski servis potem posreduje naprej študentu to plačilo. Tako da to je razlika in tle nekako vas v bistvu sveže samo pogodba in vi se morate naprej sami znajti, če vam podjetje pač ne plača. Te obveznosti in pa omejitve niso samo na strani upokojenca. Se pravi, da jaz pazim, koliko ur na mesec naredim, da ne presežem teh ur, da ne plačam globe. Delodajalec ima pa seveda tudi svoje te normative in tudi on ne sme preseči določenih ur začasnega ali pa občasnega dela. Pri delodajalcu, ki zaposluje enega do vključno 10 delavcev, lahko opravi upokojenec največ 140 ur. Se pravi, da sta lahko dva upokojenca, ki pa dejansko ne moreta oba izkoristiti teh 85 ur, kolikor jih je dovoljeno mesečno, da jih lahko upokojenec oddela. Kar se pa tiče glede malice in pa prevozov, je pa v teh podjetjih različno. Nekatera podjetja malico in prevoz nudijo, vse je odvisno, kako se vi s podjetjem dogovorite. In taka pogodba recimo meni zelo ustreza z tega vidika, da jaz ne rabim hoditi vsak dan tja, da jaz nisem dolžna hoditi vsak dan tja. Jaz sicer imam pogodbo, mogoče se kdo vpraša, zakaj pa nisi podaljšala, pa dobila 40% poleg plače. Ne, to ni isto. Jaz sem zdaj svobodna, jaz grem kadar oziroma pač po dogovoru, lahko tudi ne grem, kljub temu, da imam sklenjeno pogodbo. In recimo meni to zelo, zelo ustreza. Jaz enostavno rečem, ne morem in me ni. Ker če pa jaz hodim tja v službo, če sem pa jaz redno zaposlena, imam pa jaz popolnoma drugačen status. Meni osebno se zdi to zelo ena taka velika ugodnost za upokojence, če imajo možnost v kakšni trgovini pomagati, kakšni pisarni kaj delati, so zelo veseli upokojencev, ker imamo pač določene izkušnje. Mogoče, če vas v podjetju poznajo, vas še toliko rajše vzamejo. V glavnem ste zanesljivi in ko vas oni rabijo ali pa če imajo v podjetju kakšno bolniško, pa vas pokličejo, pa pridete vskočiti. Jaz sem zdaj delala že 5 dni, 5x po 8 ur, tako da nekaj ur sem že naredila, nekaj sem dogovorjena še naslednji teden, da pridem in več kot 85 ur pa ne smem narediti. Tako da jaz sem zelo zadovoljna, bila sem zelo vesela, ker sem videla, da so me bili veseli, ker sem prišla delati, ker sem prišla pomagati. Mislim, da je to kar ena taka super varianta, da si lahko upokojen, če poleg svoje penzije dodatno zasluži še kakšen evro. Potem 97 je bil zelo dober. Javni vzorci na grozdju in Najprej smo se ustavili v Dutavljah, v vinariji Lisja. Tukaj smo pač degustirali nekaj vrst vina in pa potem malo tudi pojedli. Potem pa smo se prestavili naprej v Tomaj, se nastanili v sobah, naredili en tak nezahteven sprehod med vinogradi. V glavnem smo uživali, malo poklepetali, se malo razmigali. V glavnem je bilo ful lepo. In pa potem smo imeli pa še večerjo na tej kmetiji, kjer smo tudi spali.
Najprej smo imeli narezek, potem bučno juho, za glavno jed smo imeli govedino s pršutom, odojka iz pečice ali pa svinjska rebra. Potem je bila zraven še solata, za sladico smo imeli pa kuhane štrukle s skuto in orehi, pa zraven je bila še kepica medenega sladoleda. Zdaj sama večerja je bila 34 evrov na osebo, degustacija recimo pri Lisjaku pa 25 evrov. Živjo, sem se odpravila na en sprehod, pa v trgovino moram iti, zmanjkalo mi je šampona za lase, tako da sem rekla, grem kar peš. Vmes sem nesla še smeti, tako da sem še tisto odpravila, ker sem imela glih nekaj od mesa, eno plastiko, pa sem rekla, da mi ne cel vikend smrdi notri. V Novi Gorici imamo 7 stopinj Celzija, rahlo piha, tako da sem se kar oblekla, tako kot je treba za zimo. Rokavice, kapo, v glavnem, da me ne zazebe. Zdaj, ko hodim delati kakor upokojenka, moram reči, da mi kar zmanjkuje časa za kakšne stvari, tudi recimo za v trgovino iti ali pa kaj takega. Se mi zdi, da tik-tak je dan mimo, če 8 ur delam. Tako da sem komi ta teden ta video skupaj spravila. Enostavno pridejo druge stvari prej na vrsto in potem nisem kaj dosti niti hodila. V glavnem sem se še malo lovila. Zdaj šele vidim, koliko je vreden ta prosti čas. In se mi zdi, da sem res prav naredila. In še enkrat sem sama sebi potrdila, da je bila to pravilna odločitev, da sem se januarja odločila iti v penzijo. Zdaj grem najprej v Supernova v Millerja. Moram kupiti en šampon za lase, potem pa počasi proti domu. Pa najbrž se bom ustavila še v Eurospinu po banane, ker je v bistvu najbližja trgovina našemu domu, da ne bom predolgo nosila. Bom šla pa vseeno po daljši poti, tako da bom upravičila tudi sprehod. Seveda pa v Novi Gorici, ki je mesto vrtnic, te še vedno lepo cvetijo. Če kdo izgubo torbo, jo ima tukaj. Kaj je notri, pa ne bom gledala. Je pa očitno, da so ljudje še vedno pošteni in ne poberejo, ampak so nastavili tako, da jo res lahko nekdo najde. Lahko je šla kakšna mamica z vozičkom, pa je ven z vozička padlo, kaj veš. In recimo, če bi jaz izgubila eno stvar, bi šla prav po isti poti, kjer sem hodila, in bi bila tudi jaz vesela, če bi me nekje tako ob cesti taka izgubljena stvar čakala. Zdaj sem že pri Kulandiji, oziroma zdajšnja Supernova. Zdaj grem pa v Millerja. To bom kupila, ker sem jo že 3-krat gledala. Hvala lepa. Hvala, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Zdaj sem prav na hitro zapravila. Že 3-krat sem gledala to torbo.
In zdaj sem se le upogumila in jo kupila. Yes. YouTuber? Ja. Kako se zoveš? 10.000 korakov na dan. Čekaj. Daj na YouTube pobaraj, ja? Na Daj, ja. Snimat YouTube. Tam dava držati. Na skje pa stavi pa? Gorica? Ja, jaz sem z Gorice, ta je prišel zdaj na en teden. 10. 10. Ja, ne, z besedo. 10.000 korakov. Se nimam dosti sledilcev, tako da ni važno. Ja. Aha. Ne vem, sprobam to. No, to, kar sem rabila, sem kupila, se pravi šampon. Pa sem pa kupila še torbico, ki sem jo gledala že kar precej časa, pa sem čakala na kakšne popuste. No, zdaj pa trgovino zapirajo, sem pa ta popust tudi izkoristila, 30%, ker se mi je zdelo že kar ugodno. Edino, ker sem se bala, da mi bojo pač to torbico pobrali, da mi jo bo kdo drug pobral. Sem pa iskala malo manjšo, zaradi tega, ker imam samo tiste večje in posledično so tudi težke. Pa da super. In v trgovini mi je pol dala že vse dol, tiste nalepke oziroma pač tiste zaščite. Ceno, pobrala tisti papir ven. In zdaj jo pa že kar uporabljam, saj zato je, ne? Zdaj bom šla pa še v Eurospin po banane, potem pa počasi proti domu. Je pa zdaj začel nazaj pihati, tako da si bom dala kar kapo gor. Evo. Kilo banan €1,20. So pa še malo zelene, ampak do ponedeljka bo počakalo, pa bojo pa že v redu. To bi bilo tudi vse za ta tedenski vlog. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn in se vidimo kmalu. Čau, čau!